Skratka, no, na današnji dan prisrčen pozdrav, 23. april 2024, 30. torkov večer, pa lih kar smo predlagali in začeli, meni se zdi to prav neverjetno. To je 30 tednov, mislim, da smo ena, dva, oziroma 3 torkove večere smo spustili decembra, a ne? Če ne bi bil že 33. Danes, veste, zanimiva tema, kolikor se sliši dolgočasna, tako kot ponavadi bom skušal podati par stvari, pa bomo pol, če bom vznemiril v vas duha, dogodke, vaše občutke in vaše izkušnje v življenju, bom vesel pogovora in odgovorov kasneje, ne? Če se vas bo karkoli dotaknilo. Oblikovanje lokalnih mrež in pomembnost združevanja. Premislek o tem bomo danes naredili, potem pa seveda film Dolg, v katerem se pokaže brezsrčnost države do lastnih volivcev, do lastnih državljanov. Ko rečem država, imam v mislih seveda imena in priimke. Neko država, ne, ampak ti imeni priimki se menjavajo, si delijo to odgovornost in zato je težko poloviti vse te stvari. Ampak vseeno, to povezovanje, veste, je zanimiva stvar. Poznamo več različnih povezav, ki jih lahko imenujemo dolžnost ali preprosto dolg, dolžen sem. Ne? Zdaj, poglejmo, kakšne vrste dolgov poznamo. Je finančni dolg, poslovni dolg, dolg dogovora, službena dolžnost, pravna zavezanost, pa recimo ustavna načela, dolžna pristojnost, spoštovanje dolžne pristojnosti, dolg do države, dolg države do ljudi, dolg do skupnosti, dolžnost povezovanja, ker smo ravno nocoj, povezovanje v lokalni skupnosti, naj si bo to občina, krajevna skupnost, šola, starši, vrtec, a ne? Družina, najbolj pomembna stvar. Potem imamo različne dolgove, ki nas vse pestijo, a ne? Bančni dolg, posojilni dolg, dolžno ravnanje uradnih oseb, vse dolg, ker so dolžni narediti, a ne? Recimo zahtevek povračila ob kršitvi zakona uradnih oseb, o tem bomo danes tudi govorili. 26. člen Ustave, ob povzročanju kršitve dolžnega ravnanja na škodo državljanov, to je danes kar modus operandi, in pa seveda dolžno spoštovanje, dolžno spoštovanje človekovih pravic in mnogo drugih dolgov, ki jih bomo nocoj v tem našem srečanju obravnavali, ko govorimo o moči povezovanja. Kaj nas povezuje, kadar so te stvari kršene? Ste kdaj razmišljali v tej smeri, ki sem jo zdaj nakazal? Ali sem vam odprl eno čist novo perspektivo združevanja? Kaj je v bistvu namen? Ker namen je pomemben. Veste, v sodobnem svetu je najpogostejši razlog povezovanja torej dolg. Niti nisem vseh naštel, ampak pač tiste, ki dejansko se nas tičejo vsakega posameznika individualno. In pa tudi povezovanje je lahko pa, kot že vemo iz kazenskega zakonika, dvorezen meč. Lahko so kriminalne združbe povezane, ne, za razbijanje skupnosti, za kriminalne dejanja, za naklepne goljufije, politična povezovanja, lahko so pa povezovanja za močnejše vezi in povezovanje za izražanje dobre volje v dobro skupnosti, v dobro ljudi. In nocoj se bomo v tem konceptu teh različnih navedenih etičnih, moralnih, finančnih in drugih dolgov in pa seveda tudi raznih zavez pogovarjali. Recimo temu nocojšnji kriminalki povezovanje, kjer so protagonisti tako dobri in slabi. Bomo šli na obe strani. In v tem labirintu dolgov, kjer se prepletajo finančni interesi, poslovni interesi, dogovori, moralna načela, se razkrivajo skrivnosti, izdaje in izgube. Naj vam povem, da sem 20 minut nazaj v poštni predalnik
prejel obvestilo iz portala preiskovalno.si z naslovom kot nalašč, kot zadnjič, tik pred oddajo, ne vem, kot da bi to bilo vse v eni akaši, v enem duhu gor, korona dobičkarji, Počivalšek, Bitenc in Potočnikova kmalu pred sodnikom. Pa se spomnite tistih mask na gumice? Jaz se jih dobro spomnim. Se spomnite Počivalška, kakšno, mislim, jaz danes, ko gledam nazaj, si mislim, kako je lahko človek tako nesramno in brez občutka odgovornosti v političnem nivoju, ki ga je takrat kot minister za gospodarstvo imel čest, to sploh počel. Potem doktor Bitenc, ki ima svoje zdravstvene ambulante, storitve in je pa tudi predsednik masonov, prostozidarjev v Sloveniji. Predsednik prostozidarjev, ki pa dejansko vodijo, ki so vodili celo korono, ne? On pa z ventilatorji. Ja, to sem jaz raziskovala, oprosti, kad te prekinjam. Prosim, povej, ja, daj. Ja, jaz sem raziskovala te proste lože in čist enostavno je bilo poiskati v Google. Vtipkala sem vse živo, da sem prišla do teh podatkov in imena sem notri, za priimki izvedela, prebrala. Mislim, šokirana nisem bila, ampak malo me je presenetilo ta znana imena, evo, čisto odkrito. Koliko je vse to skorumpirano, prepleteno, nemogoče, no, in potem se vprašaš, zakaj Plečnik, recimo, ko imate v Ljubljani, zakaj je gradil, recimo, kaj je že tisti most, ne, ali stavbo neko, ne vem točno zdajle, in potem se vprašaš, zakaj so taki ljudje, recimo, dobili to priložnost za to graditev ali pa za načrte in ti je vse popolnoma jasno, ko vse to skupaj zvežeš. Evo, to sem hotela dodati, nisem mogla biti tih več. Ne, srčna hvala, ker se na meni je tako, ljudje, če dobite vmes priblisk, dajte me prekiniti, pa dajte vmes povedati, ker na koncu človek že kar pozabi, tako da če imate misel, jaz, ki govorim, me kar prekinite, kar dajte vmes povedati. Hvala, to je super, se to je namen večera, ne. Jaz bi ti povedal, da s temi stvarmi se jaz zelo dolgo ukvarjam, da sem to obdeloval že v svoji diplomski nalogi, te razne skupnosti, povezave, skrite skupnosti. Namreč, veste, v čem je čar, no, ko smo že ravno pri tem. Prostozidarji so skupnost, skrita skupnost. Delujejo pa pač kot, da so najbolj nedolžni, ko neč, ja, mi smo tle, mi hočemo samo dobro, ne. Ampak v čem je poanta? Torej, te lože prostozidarske, ko pridejo ti ljudje skupaj, jih povezuje interna etika, interna morala, interni dogovori. In ko ti ljudje grejo narazen, a veste, grejo vsak v svoj poslovno okolje. En gre na ministrstvo, en gre na banko, en gre v šolo, en gre v firmo, en je direktor, en je, ne vem, različni profili, različni poklici. Sodniki, pravniki, odvetniki, da ne govorim državni zbor, to, ko sploh ne bi smelo biti, policisti. Predvsem v zunanjem ministrstvu in notranjem ministrstvu so ti ljudje, ki sploh, ker so na taki funkciji, sploh ne bi smeli biti člani raznih teh lož. Žal so. In ko pridejo, veste, to je neformalno, pridejo skupaj, pridejo in se dogovorijo za nek zasebni interes, naprimer vzemimo korona, pa vzemimo te maske, vzemimo te ventilatorje, ne. Ko so se ti ljudje združili skupaj prav v tej loži, so se dogovorili, ti si na ministrstvu za finance, ti si na ministrstvu za gospodarstvo, ti si import, eksport, ti si na zunanjem ministrstvu, potem tam jih rabijo toliko ventilatorjev. A veste, in se interno v tej mreži znotraj s temi pomembnimi ljudmi, ki so pomembnimi, ki so na funkciji, ki bi mogli služiti nam, služijo svojemu interesu, politični, temu se reče, vidite, politična demokracija. Zato, ker tle grejo čist mimo ustave in mimo svojih dolžnosti. To si tako fajn povedala, hvala. Jaz te stvari tudi zelo dobro poznam, isto je v cerkvi, ko skličejo skupaj konference
in seveda tudi med zdravniki, recimo, ampak dobro, tam je recimo stroka. Ko se pa ta stroka razširi na politiko, filozofijo in druge sfere, gospodarstvo, korporacijsko zdravstvo, pa pa zadeve zgubijo dno, kakor zdaj. Potem se pa zgodi to, kar sem prej povedal, da bodo ti trije šli pred sodnika in veste, tukaj piše sodišče za preiskavo, sem si prav nastavil, je za ta časopis danes potrdilo informacijo, samo da si kliknem, potrdilo informacijo, da so uradno začeli preiskavo proti domnevno večjim, zdaj pa pazite, kaj tu je ena beseda stoji noter, vojnim dobičkarjem v zdravstvu. In pol jaz to berem in sem še enkrat prebral, večjim vojnim dobičkarjem v zdravstvu. A se pravi, da smo mi v vojni? Nehote nam ta novinar ve, da smo mi dejansko v vojni. Glejte, večjim vojnim dobičkarjem v zdravstvu. In se pravi, tukaj naveje Počivalšku, njegovi desni roki Andreji Potočnik in dobavitelju medicinskih ventilatorjev Marko Bitencu, ki naj bi se v poslu s spornimi ventilatorji okoristili slabima 2 milijonoma državnih evrov. Ne vem, koliko so državni, lahko so tudi kakšni drugi evri, ampak tukaj pravi. In potem je tukaj še Geneplanet, ki je prav tako v času prodaje šel v investicijo nepremičnine in gradnjo vil na elitni lokaciji v hrvaški Istri. In zato pravim, potrebno se je združevati in prijavljati takšne politične samovoljneže in kleptomane. In prej ali slej pridejo stvari na plano. Povedal vam bom eno anekdoto. Da začnemo z anekdoto. O združevanju, no namreč, ja. Enkrat na mesec so se v neki vasi, v neki soseski skupaj zbirali v skupinskem čiščenju okolja. Radi so živeli v lepem okolju, pa so se zmenili, da bodo tisto, kar se čez teden nabere, pa pač grejo okrog, poberejo, razumete, in to počistijo. Ampak vsi pa niso bili ravno navdušeni nad nalogami in so se sicer vseeno udeležili samo zaradi skupnosti, zato da so bili skupaj, pa da so se tam pokazali. In med čiščenjem, veste, eden od sosedov zagleda starejšo gospo, ki na mesto pobiranja teh odpadkov ali pa smeti, kakorkoli tega čiščenja, hodi po parku in se nasmiha mimoidočim. Ne bodi ga treba stopi do nje, pa reče, je vljudno pravzaprav vpraša, oprostite gospa, a ne bi tudi vi pomagali pri čiščenju, če ste že tukaj? No in starejša gospa se mu nasmeje in reče, seveda dragi, jaz sem tukaj zadolžena za dvig in pobiranje morale. V glavnem, vsi tisti, ki pobirajo moralo pred vsemi nami, vsi tisti, ki govorijo o etiki, o njihovem moralnem etičnem kodeksu, vsi tisti, ki govorijo o transparentnosti, vsi tisti, ki pobirajo vse te zadeve, najmanj o teh stvarih delajo in počno in tukaj je največji problem. Ok, to je ta prigoda, ki je zelo zanimiva, pobiranje morale, nasmetene morale, lahko rečemo tudi z drugimi besedami, odvečne morale. Ker če nečesa ne narediš, pa se z moralo vlečeš ven, hvala lepa. Ampak začnimo z osnovami, tam, kjer smo začeli na začetku. Finančni dolg je osnovni gradnik ekonomskega sistema. Brez dvoma, to vsi vemo. Lahko pa postane kriminalen, ko se neplačani dolgovi nagrmadijo do te mere, da se dolžniki izognejo plačilu ali ne izvajajo zakonsko določenih, recimo, obveznosti. Ker poslovni dolg nastane, recimo, ko podjetje ali pa posamezniki ne izpolnijo svojih plačilnih obveznosti, ne plačajo položnic ali pa drugih poslovnih transakcij in zaradi tega pride dostikrat do sporov. Dobite obvestilo opomin, opomin,
tik pred zdajci, tik pred sodnim sporom za plačilo in tako naprej, in to se potem začnejo spori. In dolg dogovora je zaveza, ki izhaja iz pogodbenega dogovora. Veste, vsako naročilo je pogodba. Račun, ki ga dobite v trgovini, je pogodba. Med dvema in več strankami, a ne? Čist pavšalno povedano. Tudi dva, ki si roko data, se nekaj zmenta. Je pogodba, sicer ustna, ampak je pogodba. Vse je pogodba danes. Ne? In to lahko privede do res sodnih postopkov za izvedbo obveznosti ali odškodninskih zahtevkov. In tukaj je pri nas v Sloveniji, kar se tiče rubežev, kar se tiče izvršb prometnih, takih in drugačnih, je kriminalna mafija, ker ne upošteva, da je treba človeku domnevati, da ni kriv, dokler mu ni sodno odločbo dokazano, da je kriv. To temo bomo enkrat posebej obdelali, ampak sam toliko za občutek, da je cel sistem narejen tako, da krši ustavo. Temu se reče politična manipulacija, politična demokracija, uničevanje ljudi, duš, teles, računov, družin. To so najtežje stvari, ne? Zdaj, vsi vemo, da službena dolžnost, moralna dolžnost naša je pravna zaveza in to predstavlja tudi seveda obveznost, ne samo nas, da poravnamo dolgove, ampak dajmo se obrniti malo na drugo stran, ki jo imajo uradniki in javni uslužbenci najprej do sebe, do inštitucij, do pogodbenih obveznosti, do države in seveda do državljanov in se lahko kaznujejo, če teh obveznosti ne izpolnjujejo ali jih izpolnjujejo narobe. To, kar sem vam ravnokar prebral in kar sva s kolegico prej podebatirala v zvezi z prostozidarskimi ložami in drugimi skrivnimi dogovori. Ko se zdaj tudi skrivno dogovarjajo za te pandemične pogodbe, pa razne, vse je nekaj skrivno, pa vse so neke predhodne zaveze za nekaj, kar bodo naredili, kar bo, čakajte, to ni v redu. Glejte, v času koronavirusa se je zastavljalo vprašanje, v času po koronavirusu, kateri so sploh, se to vsi ugotavljamo, kateri so sploh tisti uradi, ki tak kriminal preganjajo. Policija ne dela, sodišča ne delajo, župani in občinski sveti delajo po svoje, vse je na nek način koruptivno, podkupljeno in zato se ti ljudje povezujejo in združujejo sebi enaki. No, hvala Bogu, sem svetlo izjemo dobil, prej sem pripravljen. Zdaj vprašanje, lahko je ta sodba tudi samo, veste, zrno, pesek v oči, ker je bilo to tako evidentno, da morajo nekaj narediti, samo da javnosti zavežejo usta, javnosti, nam državljanom. Aha, zdaj pa smo veseli, zdaj bojo pa ti trije. Zanima me, kaj se bo zgodilo. A bodo ta 2 milijona vrnili? Ali bodo šli v arest, kaj se bo zgodilo s temi ljudmi. Resnično me zanima. Jaz vam povem, da se jim ne bo nič zgodilo. Zato, ker je že vse vnaprej preštudirano, kako in kaj. V Sloveniji imamo občutek, da je trenutno nemogoče priganjati uradni kriminal, politične združbe, ki so se povezale z nekim lažnim virtualnim javnim interesom v dejanski državni kriminal. V soboto smo imeli ustavna načela in pravno pristojnost, ki dejansko uokvirjajo delovanje države, državnih uradnikov in določajo meje njihovega delovanja, če se strinjate z mano. In kršitev teh načel, veste, lahko sproži ustavno sodišče ali pa mogoče druge pravne institucije, ker gre za subsidiarno sodelovanje, ampak jaz vidim, da je na tem področju žal vse zaspalo. Vse je zaspalo. In ko že govorimo o povezovanju lokalnih skupnosti, to je moje mnenje, smo rekli na začetku, da je to povezovanje lahko pozitivno, lahko je negativno. Na eni strani lahko povečuje, kako smo rekli, solidarnost, skupno dobro, na drugi strani pa lahko res vodi do zlorabe moči in korupcije.
In nocojšnji film, ki ga bomo imeli, o tem govori. To bomo nocoj si pogledali ravno o tem, kako tuje korporacije v tujih državah zlorabljajo moč preko domačih ljudi, ki so na pozicijah, političnih pozicijah in na vladajočih pozicijah in uničujejo zemljo, premoženje in življenja ljudi. Kvizlingi. Bravo, ja. Odličen izraz. Prav kvizlingi. Za denar prodajo nacijo, narod in temu se reče kvizling. A sem prav definiral? Ja, kvizlingi. Ja, Pravilno. ja. Ni pomembno, na kateri strani se zdaj nahajamo kot državljani ali posamezniki. Ali smo zaposleni v državni upravi ali izven državne uprave, najprej smo vsi državljani. Ampak eni so bolj državljani, eni pa malo manj državljani. Eni se imajo za naddržavljane, eni se imajo pa pač, ali pa se imajo za nadgospode in ne vem, nad kaj, ne. Skratka, bančni dolg in posojilni dolg predstavljata finančne obveznosti do bank in posojilodajalcev, ali pa tudi, če si med sabo posojamo denar, ne. Treba je pač to se besede držati in vrniti, sicer pride do sporov, Včasih mafije so se med sabo združevale in se teple. Zakaj? Zaradi denarja, zaradi prevlade na enem terenu. Zakaj se združujemo? Za svoje pravice. Ampak te pravice so pravice in pravice. Kršitev, veste, teh dogovorov obveznosti privede do sodnih postopkov za izterjatev dolga. To, kar sem prej prebral, pa kar je Boris zdajle povedal, so kvizlingi, ampak saj nihče ne pobegne za večno roki resnice. In tukaj bi jaz poudaril, da dolžno ravnanje uslužbencev državnih, ali pa rečemo jim uradnih oseb, to je ključno za zagotavljanje pravičnosti in zakonitosti v družbi. In ko uradnik izrabi svojo moč, vseeno finančnem ali v pravnem smislu, ko to svojo moč poda in ne izpolni svojih zakonitih dolžnosti, to nam vsem, ne glede na to, je moj sosed, ali je to moja žena, ali je to sosedna vas, v škodo državljanom sproža postopke in odgovornosti. In z Borisom poznava en tak primer, a ne, Boris, ko izrabljajo svojo moč, svoje ime, svoje izobrazbo, svoje povezave in svoje interne dogovore, zato da oškodujejo drugega. A je tako, Boris? Ja, res je. Evo, pa mislim, da nisi edini, ki bi to potrdil, da bi še kdo lahko tudi, ne? In to je, ja? Reci. Sigurno. Je sigurno, ne? Ja. To nisem edini, ne? Ja, verjamem. Tudi meni se to dogaja. In zahtevek povračila dolga, glejte, ob kršitvi zakona uradnih oseb se nanaša na pravico posameznikov ali pa organizacij, vseeno, recimo pri nas so v društvu tle vdrli, pa so nas pretepli. Zakaj že? Zakaj že? A zato, ker imamo malo daljši jezik, zato, ker smo skupnost, ki opozarjamo na družbene nepravilnosti, na take, ki se zdaj sodno obravnavajo, o katerih smo glasno govorili, da so nezakonite, pa smo dobili tlele ne vem kaj, ali pa grdo objavo mazanja časti in dobrega imena v časopisu, ki se še zdaj rola, ne, in se še zdaj vidi, kdo je na kateri strani bil in kaj so pisali in kaj je res in kaj ni res. Ko pa vprašaš te ljudi, kje je njihova zakonska podlaga za takšno ravnanje, je pa ni. Mi smo vsaj na vseh naših dokumentih, ki smo jih izdali v društvu, čisto povedano, utemeljili z mednarodnim pravom, mednarodnimi pogodbami, z ustavo in lokalno zakonodajo, nacionalno zakonodajo, če hočete. Vse je bilo pravno stoječe utemeljeno. Nihče se nikoli v pravno stvar ni spustil, ampak ad homini, se pravi na žalitev, osebno žalitev, moralno žalitev. Lej ga on župnik, ne? Lej ga on, ki ga je ona baba zmešala. Mislim, to je sistem politične osebne diskreditacije, diskvalifikacije, ko človek na drugi strani tako krši moralna načela, državna načela in zakon, da nima kaj drugega reči, kot da
žali v osnovi človeka, namesto da bi bil na nivoju in bi rekel, ta in ta zakon ste prekršili, gospodje, to je narobe, ali dajte popraviti, ali boste pa kaznovani. Ampak te komunikacije ni. In zato se zahteva povračilo povzročene škode. Mnogo ljudi v Sloveniji je pametnih, to vidi, ampak še več je pa takih, ki so na taki špagici, ki točno to verjamejo in so čisto zaprogramirani. In to povzroča nepravilno ravnanje uradnih oseb. Ali so to novinarji, ali so to na občini, ali so to zdravniki, ki zavrti telefon pa reče, dajte on mu napisati, da je on morilc, zato da bomo mi čisti, pa da bo bolnica čista in tako naprej in tako naprej. In 26. člen ustave, sam bi vas rad spomnil, 26. člen ustave govori o povzročanju kršitev dolžnega ravnanja na škodo državljanov, pravice pred zlorabami moči in nezakonitim ravnanjem. In dolžno spoštovanje človekovih pravic, naj vam povem, za vse tiste, ki ne veste, 15. člen ustave bom najprej prebral, je zanimivo. 15. člen ustave natančno pove: uresničevanje in omejevanje pravic. Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi ustave in noben zakon nima tle kaj početi. Tukaj 15. člen, prvi stavek piše: človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi ustave. V tem poglavju, v drugem poglavju ustave, kjer so obravnavane človekove pravice, če na koncu člena piše, da v nadaljevanju zadevo urejuje zakon, potem je treba spoštovati, ker zakon to zadevo v razširjeni obliki obravnava. Vkolikor v členu v zadnjem odstavku ne piše, da to uravnava zakon, velja, da se uresničujejo te pravice neposredno na podlagi ustave. To pa pomeni, da sploh noben drug zakon, nič drugega, noben sodnik, nobeno ustavno sodišče, noben kazenski zakonik, noben prekrškovni, pa noben policist, pa nima kaj govoriti, ja, ker je ustava tista, ki ima tukaj prvo in tudi zadnjo besedo. In tukaj vam bom dal en primer. Zato, da boste razumeli, primerno, recimo, dajmo 49. člen pogledati, ker je zelo kritičen, ker nam država očita, da mi delamo na črno. Državljani delamo na črno, ne? Država, ki pa dela na črno, oni so pa zlati. Dajmo pogledati. Jaz vam bom tukaj zdaj prebral 49. člen, kar se dela tiče. Zagotovljena je svoboda dela. Vsakdo prosto izbira zaposlitev. Vsakomur je pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto. Prisilno delo je prepovedano. Pika. In noben drug zakon tega ne urejuje. To, da vam dajo zakon o delovnih razmerjih v pogodbo, je, ne vem, kako se tistemu izrazu reče, v nebo kričoča napaka sistema. Zakaj? Zato, ker za tiste, ki imate v pogodbi zakon o delovnih razmerjih, naveden za vas ta zakon velja, za vse ostale pa ne. V ustavi pa piše, da zakon velja za vse enako. Pogodba se zmeraj naredi glede na potrebe ponudnika, enega in drugega. Se pravi, gre za dogovor, ne gre za podpisovanje zakonov v delovnih razmerjih. Pa tudi, če so to državni uslužbenci, itak je zakon napisan. Pogodbo se napiše, to boš dobil, to boš počel in se mu obveznosti napišejo, pristojnosti, konc zgodbe. Ker zakon o delovnih razmerjih pa avtomatsko obstaja, ga ni treba v pogodbo pisati, ker je zakon že, ne pa da ga v pogodbi podpišeš. Take neumnosti pri nas počnejo, zato pa je stanje, mislim, spor, sodišče na sodišče, zaostanki. Ali vi veste, da je v Sloveniji 2-krat več sodnikov, kolikor je evropsko povprečje? In na državljana v evropskem povprečju pride 46 evrov plačilo sodnih stroškov, medtem ko v Sloveniji 86 evrov vsak od nas mora davka plačati, da to sploh funkcionira pri nas sodni sistem, je pa 2-krat več sodnikov, kolikor v povprečju Evropske unije.
Toliko, da boste vedeli, kje živimo in kakšne ljudi podpiramo, in potem so dolge vrste in na koncu niti ne dobiš od sodnika, ampak dobiš tam od enega študenta, ki se uči, ki po svoje dela. Vprašanje, če sodnik sploh ve, zato ker on tam ima dostop do štempla, pa do nekega digitalnega podpisa, ki ga sploh ne sme pošiljati na papirju, ampak digitalni podpis je za digitalne datoteke, za pošiljanje po računalniku. Tudi tega ne vejo. Pravzaprav je to zanimivo. No, tu v nadaljevanju hočem reči 49. člena, noben drug zakon ni naveden, da bi karkoli lahko uravnaval, kar se tiče svobode dela. In kdorkoli vam reče, da delate karkoli na črno, ga je treba takoj kazensko ovaditi, zaradi tega, ker vam je dal krivo ovadbo, krivo obdolžitev. Naša pravica je delati in se preživljati. Ni naša pravica stati na cesti, počakati socialno službo, pa da ti bojo rekli, kdaj se moraš javiti, pa kdaj. Razumete, kaj vam povem? To. No, potem je pa, gledajte, naslednji člen je pa 50. člen, je pa pravica do socialne varnosti. In potem seveda tukaj piše o tem in piše, če zadnji stavek, zagotovljeno je posebno varstvo v skladu z zakonom. Tu pa določa zakon. Pravica do zdravstvenega varstva, nikogar ni mogoče prisiliti k zdravljenju, razen v primerih, ki jih določa zakon. V takih primerih, tudi v tem drugem poglavju o človekovih pravicah, v zadnjem stavku pogledati, če je še kak zakon naprej. Takrat je treba tudi zakon pogledati. Če pa ne piše, se pa uresničuje direktno na prvem odstavku 15. člena na podlagi ustave, ga pa ni zakona, ki bi lahko karkoli drugega rekel. Toliko za vašo vednost. In 26. člen, ko govorimo o dolžnem spoštovanju človekovih pravic in temeljnem načelu, v temeljnih načelih povračila stroškov v pravni državi, lahko privede do sodnih postopkov direktno na podlagi ustave, 26. člen. Vsakdo ima pravico do povračila škode, ki mu je v zvezi z upravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil svojim protipravnim ravnanjem stori. To se pravi, kar se tiče organizacije, ne? Ali pa inštitucije. Zdaj pa tako, oškodovanec ima pravico, da v skladu z zakonom zahteva povračilo tudi neposredno od tistega, ki mu je škodo povzročil. Zato, da boste vedeli, kako se izogibajo, veliko težje od organizacije dobiti odškodnino, ker jo težje okriviš, ker so notor zaposlenih 100, 200, 300 ljudi, kakor od imena in priimka. Torej, kadar si dopisujete, kdorkoli vam piše, recimo dobite, ne vem, Elektro Ljubljana, neki dopis, ali pa dobite sodišče, ali policija, vseeno, ali pa osnovna šola, ampak v dopisu je nekdo podpisan. In pol vi ne odpisujete šola, policija, sodišče. Vi odpišete tako, da na vrh napišete ime in priimek, funkcijo, potem ustanovo, potem pa naslov. In potem se lahko, potem je pa zadeva drugačna. Zdaj si pa vi s človekom dopisujete, ki je pa osebno odgovoren, če se zadeva nadaljuje, če se zadeva ne razčisti, če pravno ni pravno dorečena pravilno, lahko od prav tega človeka na podlagi ustave zahtevate odškodnino in jo boste tudi dobili. To je zadeva, ki, kar se tiče odškodninskih zahtevkov, in če vam policist pošle ali pa redar, vi mu lahko nazaj položnico pošljete 10-krat večjo, zato ker je on vas kar obdolžil brez sodne odločbe, brez sodbe. On se je postavil v vlogo sodnika. A veste, kakšno pristojnost je on vzel? In vam dal globo. Na podlagi česa? Na podlagi česa? Človek, ki še srednje šole nima zaključene. Redar, ne? Taki so zaposleni, take naš župan v Ljubljani zaposluje, ne vem, kako je v drugih krajih. Ja? V demokratični republiki se spoštuje ustava in zakoni, zato v takem primeru ne bi smelo biti nobene težave s kaznovanjem uradnikov ob zaznanih kršitvah. Ampak pri nas je politična demokracija, politične zveze. Ti daj unga, a veš, daj ga utiši, ker je malo glasen,
a veš, pa daj temu našemu kolegu, ki je zaposlen v državni upravi na občini, da se ne bo to razvedel, bla, 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 bla. In tako pri nas po domače država funkcionira. To ni prav. Mi ti ljudi plačujemo za to, da delajo v našo korist, za našo dobro. Ne pa zato, da delajo mafijska posla. Kar pa se v Sloveniji že dolga leta dogaja in uvaja politična demokracija, ki dejansko zatira ustavo in človekove pravice na račun privilegijev politike, strankarstva, državnega uradništva, tudi preko pravosodja, če hočete, skoraj nemogoče priti do pravice ob kršitvi uradnikov. Tudi kadar se krajani ali prebivalci dogovorimo, zberemo na ulici pred občino s protestom, celo na sodišču nas vržejo z dvorane, pa je sodba v imenu ljudstva, pa to je zgolj farsa, nategovanje, prazno besedičenje in maska za interne goljufije pravosodja v sodelovanju z državno upravo. Kje posameznik praktično sploh ne more skozi to rešeto pravice do pravične odškodnine? Pri politični demokraciji in pri sistemu, kakršen je zdaj v Sloveniji. Jaz se strinjam, veste, da je treba narediti reset. Ampak resničen reset, so ga sami rekli, dajmo narediti reset, pa dajmo to obnoviti, dajmo narediti ta reset, ok? V tej kriminalki se razkriva, kako lahko preplet različnih dolgov in obveznosti vodi do zapletenih situacij, ki segajo do finančnih malverzacij in posledično do zlorabe moči in kršenja človekovih pravic. Ja? Protagonisti v teh zgodbah, politiki, uradniki in tako naprej se srečujemo z njimi, ki rečejo, to so težke odločitve, kako pa naj to? Dejansko pa sploh to z lahkoto delajo, zato ker imajo po celi mreži zaščite in drug drugemu ščitijo hrbet, namesto da bi drug drugega čuvali in spodbujali, če kdo prekrši zakon, in zadeve bi res čisto drugače lahko v naši čudoviti deželi funkcionirale. Glejte, v končnem obračunu se mora vsak od nas posebej soočiti z lastnimi demoni. Ne govorim to samo tudi zase povem. Vsak od nas mora za vsako dejanje prevzeti odgovornost. Najprej jaz, ki to govorim, moram prevzeti odgovornost in če nekaj obljubim, moram to obljubo držati. Če jo prekršim, moram povedati, zakaj sem jo prekršil, kaj je bil razlog. Ali sem zbolel, ali sem hotel goljufati, ali sem bil kako drugače zmenjen, ali se tega ne bom držal, skratka komunikacije manjka. Odgovornost je ključnega pomena in kakšna je moč in pomen v tem smislu povezovanja, v katerem nocoj teče beseda, prebivalstvo, ob morebiti samovolji, ki smo jo zdaj navedli oblasti. Veste, v tej državni kriminalki je poudarek na moči povezovanja krajanov, meščanov in prebivalstva, po mojem osebnem mnenju, ključnega pomena v boju proti samovolji oblasti, županov, občinskih uradnikov, inšpektorjev, policistov, učiteljev, ravnateljev, da ne naštevam, ki izhajajo iz zlorabe moči, podkupovanja, korupcija. Zato je nujno, da se mi združujemo, ker en sam ne more proti ustanovi, pa proti vsem učitelju, pa učiteljskemu zboru, če vzamemo tle, pa policistom tamle, zmer je dober 2, 3, en odvetnik, ali pa 2 prijatelja, ali pa 3, to je že drugače, ker so že 3 priče. Za zagotavljanje pravičnosti in demokratičnih vrednot je nujno, da človek ne ostane sam. In povezovanje lahko vključuje oblikovanje lokalnih skupnosti in civilnih združenj. Tudi društva lahko se med sabo povezujejo, so močnejša, ampak ne takšna, ko rečejo, mi smo pa NVO, mi smo pa v javno dobro, v resnici jih pa eno ministrstvo plačuje za nek poseben sektor in so v bistvu samo en katalizator med ministrstvom in civilnim prebivalstvom, da vpeljujejo ideje ministrstva. Za njihove skupne interese in za njihove pravice. Ti ljudje imajo dolžnosti, pravice imamo pa mi, državljani. Ko so pa izven službe, imajo pa tudi one pravice, ampak ko so pa v službi, imajo pa dolžnosti. In skozi človeško solidarnost in združene moči lahko, bom rekel, prebivalci, veste, učinkovito pritisnemo na oblast, da odgovarjajo za svoja dejanja. Kakor prej, ker sem dobil ta časopisni članek za Počivalška pa za ona dva, Saj jih konec koncev plačujemo, saj so v službi ljudstva.
v službi prebivalcev in državljanov. Problem recimo pri javnem zdravstvu je ta, da ko je zdravnik enkrat v zasebnem sektorju, več ne odgovarja državi, ne odgovarja ljudem, ampak dela biznis. Za njega je potem zdravje samo, ne vem, servis človeškega robota. Zato, veste, ljudje božji, če imamo mi v ustavi napisano, da je socialna država, potem dajmo se tega držati. In tle moramo skupaj stopiti, povedati ljudem na oblasti, kaj se grejo. Zdaj se vse privatizira. Pa država misli, da je kar lastnik, vse je podržavljeno. Ma kaj je podržavljeno? Nič ni, ker država je praktično samo en pojem, en virtualni pojem. Ne? Veste, to, bom rekel, povezovanje, se spomnite korona krize, pa medsebojno skozi organizirano sodelovanje, tudi v poplavah, ko je bilo, krizne, stresne situacije, in to zdaj nam nenehno delajo. Krizno, stresno situacijo, poplava, slabo vreme, vojne. Mislim, kot da mi zdaj njih rabimo, da bojo oni nam zdaj red naredili. Ne? Mi smo krivi, ker se tam tepejo. Obvladovanje težav je tista akcija zdaj, pri kateri moramo mi aktivno sodelovati, biti nadzorovani, ker zdaj smo pa vsi, ne vem, kriminalci, teroristi in ne vem kaj vse. Dejansko je pa ravno obratno. Izboljšanje skupnosti se doseže samo skozi oblikovanje lokalnih mrež in združevanja zdravorazumskih ljudi. Z dobro voljo. Sodelovanja brez dvoma prispeva k lokalni infrastrukturi. Ne tisto, kar bo, ne vem, oddelek za infrastrukturo v Republiki Sloveniji rekel, pa po načrtih Svetovnega gospodarskega foruma, pa United Nations, pa 15-minutna mesta. Ne, hvala lepa. Mi živimo v tem kraju in naše stanovanje, moja soba, moje stanovanje, moje dvorišče, moj okraj bo tak, kot ga mi rabimo, prebivalci, ki se zmenimo, ne tako, kot bo on z Ljubljane rekel, kako bo recimo v Moravčah ali ne vem, v Šentvidu, pri ne vem, Šentvidu je več, kjerkoli že. Kaj ima ta človek za govoriti? Hoče pa narediti vse po istem kopitu. Ja? To je problem pri razvoju lokalne infrastrukture. Veste, kakšne denarje Evropska unija daje občinam? Župan nič ne vpraša lokalnega prebivalstva, kako bojo načrti. Vprašanje, kdo od vas je šel kaj vprašati, kdo kaj ve. A je kdo prebral knjigo, kakšna bodo ta 15-minutna mesta? Jaz sem jo videl. In vse občine so dobile enaka navodila. In tam so zaposleni arhitekti, krajinski oblikovalci, zato fajn plačani. Evropska unija na podračune županov občin pošilja velike denarje. Država iz proračuna, ki prav tako dobi od Evropske unije, čeprav bolj reče, da je to državni denar, ampak gledajte, mi smo prodani. Če se ne bomo združili, bo po nas, se itak je, ampak še zmeraj imamo možnost, ker zdaj smo toliko glasni, da zdaj še zunaj strani vejo, da mi vemo, je to težje za njih realizirati. Zato moramo govoriti, povedati, izobraževanje je pomembno. V lokalni infrastrukturi, da si poveste stvari, kaj se dogaja doma, kaj ste dobili od sodišča, kakšni so rezultati, ne da vsak svoj zapečkarstvo, pa nobenem nič ne ve. Divide et impera, stari latinski pregovor, deli in vladaj. To koristi vsem, a ne unim zgoraj članom skupnosti, pa pač ne. Ena dobljena vojna, ena dobljena bitka je koristna za vse prebivalce v kraju. Zato je še kako pomembno, da smo budni, da smo aktivni. Ena zmaga na sodišču lahko v celi državi preobrne tok dogodkov. Zapomnite si to. Ob morebitni samovolji oblasti je povezovanje ključno za ohranjanje česa? Ja, moje svobode, pa tvoje svobode. Za demokratične vrednote, ki so tu notri, ne politične. Demokratična republika. Tukaj noter je sistem, kako se morajo varovati pravice. Tukaj ni politična samovolja, pa politična želja, Tanje Fajon, pa ne vem, Golobčkove želje in tako naprej. A veste, koliko zdaj v Sloveniji gradijo farmacevtskih podjetij? Malo prebrskajte.
koliko vlaga Krka in kje vse gradijo. In mislijo, da bojo s tem, ko bodo tle injekcije polnili, da nas bodo s tem cepili. Noter bo pa japonski produkt, kjer smo bili zdaj opozorjeni z Japonske, da naj tega ne sprejemajo, kar je strup. Ne? In samo skupaj se lahko prebivalci učinkovito upremo in nasprotujemo tiranskim praksam in se zavzemamo za spoštovanje naših v ustavi zapisanih človekovih pravic. In seveda ustavno-pravne države. Govorimo o tej slovenski kriminalki, kjer se pokaže, kako je povezovanje ključnega pomena, pa ne Glas ljudstva, tam, ko so plačane NVO-ji, ki jih Soros plača, da grejo po cesti s plakatom, potem plača glavne novinarje, da poslikajo tistih 10 ljudi in potem zgleda vsa Slovenija, kot da vsa Slovenija protestira. Dejansko pa je samo cirkus. Uvajanje nekih interesov, ki sploh niso lokalnega pomena, ampak hočejo čez druge stvari delati. Z drugimi oblikami nepravičnosti se nam siljujejo noter. Ne? Ponavljam, združevanje, poklicati po telefonu, če ne druga povedati, si skomunicirati, si dobiti na kavi 2, 3, 4, 5, se med seboj, to gre mrežno. Samo tako lahko ohranimo demokratične vrednote v svoji skupnosti. V Sloveniji, gledajte, smo bili priče, sem že prej povedal, med korono, ko je bila krajevna solidarnost in pa predvsem med poplavami, ki so nam jih storili, ne? Z geoinženiringom. Ne? In se je pokazala pri poplavah neverjetna malomarnost države. Prav neverjetna. In kasneje prevzem moči strani države, da je krajanom celo prepovedana pomoč potrebnim z računico razseljevanja. Ne? So rekli, kdo lahko gre komu kaj pomagati, celo tako daleč se spuščajo. Pa ljudje božji. Ti ljudje res jim manjka par koleščkov v glavi. Da bo meni povedal, da jaz k sosedu ne morem iti pomagati, ali pa komu lahko grem pomagati, pa ob kateri uri, ko je človek v stiski. Ja? In to presega dober okus slovenskih oblastnikov, presega finančno računico države, ki je vstopila v to pomoč poplav konkretno veliko kasneje, po državljanski katastrofi, pol pa je prišla von der Leyeva gledati, ne, in se čudi, seveda, kaj so naredili in kako bojo to zdaj sanirali, razselili ljudi v mesta, jih postavljali 15 minut na mesta, ljudem jemali premoženja in uničevali življenja. V prvih trenutkih pa je povezovanje med ljudmi pokazalo res neverjetno srčnost, lepoto sosedske in krajevne solidarnosti in tako bi moglo zmer biti. Tudi takrat, ker niso povodni, pa ko ni korone. In to je naša solidarna pomanjkljivost v mirnih časih, ker ko je takrat skupnost močna, nas ne more nič presenetiti, ker smo vedno pripravljeni, povezani in ne more nihče tega zidu zlomiti. Ta solidarnost, ko govorimo o tem in medsebojna povezanost, je bilo ključno, da smo kakor to rešili v Sloveniji, tudi z dobrimi željami, z nakazili, z drugo vsakovrstno pomočjo. Začeli so se pa mediji razpisovati šele takrat, ko je država noter prišla. Malomarnost pri načrtovanju in izvajanju ukrepov države za preprečevanje poplav in pa državna naklepna nezadostna pripravljenost za krizne situacije, naklepna nepripravljenost in naklepno čakanje, zato da so potem zdaj uveljavljajo, zdaj moramo biti pa vedno pripravljeni, da se to še enkrat ne bo zgodilo. Svinjarija nad svinjarijo. Tako pri nas vse počnejo. Pustijo te na pol crkvi na cesti, pa rečejo, da se to ne bo zgodilo, zdaj pa je treba to pa to narediti. Pa vsem treba zapestnice dati, da te bomo sledili, češ kje skapado, da bomo takoj pri tebi. Treba ti injekcijo dati, da ti noter organe mer. Razumete, kam zadeva gre, ne? In reakcija države na zahtevo po pomoči je bila strašno počasna in naklepno neučinkovita. Ko pa je prišla, je pa zasužnila vse tiste, ki so ostali brez doma. Kaj si boš ti z 2 jurji pomagal, če ti je bajto odnesla? Ali pa da so ti dali gradbeno dovoljenje, pa so vedeli, da je tam poplavno območje. To, kar se je zgodilo v
Podobnikovi vladi. To so namerno naredili. Namerno, ker to je dolgoročen proces, dolgoročen plan. Zakaj? Zato, da mi, navadni ljudje, tega ne bi povezovali kot nesrečo, kot načrt, da bi vzeli to kot nesrečo. Ampak zdaj razumemo, kje je plan. To so velike, velike stvari. Prepoved pomoči potrebnim, veste, je pa najhujša stvar, ki se lahko zgodi, ko država lastnemu ljudstvu pove, da si med seboj ne more pomagati. Ljudem, ki so bili vezani na svoje domove in skupnosti. Seveda je to povzročilo dodatno trpljenje in stisko in ti ljudje so potem po dogodku ostali sami. Ostal brez hiše, brez finančne pomoči, tista prva pomoč je prišla, so malo spucali, dvorišče uredili, pa človek sam ostal. Kratki bi največ podpore rabo, veste, koliko je bilo samomorov, koliko vsega, kaj se vse dogaja. Takšno ravnanje pa je nedopustno, no, z moralnega in etičnega vidika. Država bi mogla v času krize res takoj pristopiti, ne pa naklepno čakati, z namenom, da bo pa potem uvajala neke novitete v smislu agende 2030 in drugih neumnosti, ki jih počne. Še za večjo škodo in še za večje trpljenje. Tako da, ali je bilo to načrtno vse narejeno za naklepno povzročanje težav nadaljnih, za razselitev z namenom iz podeželja v mesto, pač načrt agende 2030 in zaveze naših politikov, ki so se zavezali v United Nations, pa v Svetovnem gospodarskem forumu, kapitalu in tujim gospodarjem, mislim, to sploh ne bi bilo nič čudnega, glede na to, kaj berem v uradnem listu. Kaj so se oni zavezali, kaj bojo vse delali. In to že, a veste od katerega leta? Ne boste verjeli. Od 2005, zdaj smo pa 24. Od 2005 nazaj sem šel brati stvari, vse so še starejše. Ampak če se spomnite, da je pariški zeleni deal bil 2015, narejen šele ono pa 2005, se pravi, so že 10 let pred tem furali agendo, ne da bi mi sploh vedeli. Pač korona je to naplavila. In, dragi moji prijatelji, iz teh izkušenj se lahko naučimo pomembne lekcije. Pomembno je, da smo skupaj, da pritisnemo na državo takrat, ko je treba in da država ve, da smo zmeri skupaj, da smo povezani. Moramo razvijati to komunikacijo. Hvala Bogu, v društvu vsaj skušamo, kdor ima toliko svobodne volje, pripravljenosti, da vsaj občasno pride na Zoom ali pa na sobotno srečanje ali pa pogleda kasneje kakšne videe, vsaka čast. Bravo. In treba je povedati stvari. Fizično povezovanje, glede na to, kako smo razpršeni, je malo težje, hkrati pa lahko tudi onemogoča državni aparat, ampak zvok, veste, je tisti, s katerim lahko spremenimo vse. Mediji delajo samo preko zvoka, preko TV škatle. V Državnem zboru samo preko zvoka sprejmejo zakone in uredbe. Na občini odloke samo preko zvoka. Zato se moramo mi boriti in združevati tudi z zvokom. Najmočnejša energija, ko se pa transparentno, fizično pokažemo s traktorji in z raznimi demonstracijami, seveda je potem, to je pa že skrajni odgovor, ker druge rešitve več ni. Iz ozadja svojih gospodarjev, ki naklepno naredijo krizo, se je treba nekako temu postaviti, na to pa uveljaviti našo voljo, ali pa, če nam ne uspe, Bog pomagaj. Bog nam pomagaj takrat. Dobro, jaz popolnoma se strinjam, da je solidarnost v boju nujno potrebna. Malo sem že dolg, ampak predlagam, neposlušnost je potrebna in nenasilni protesti so potrebni v takih situacijah, kjer se nam dogajajo stvari, kot so se nam dogajale. Pa da se to dogaja v nekem mirnem protestni maniri, v skladu z zakoni, kakor jih poznamo. Če jih ne poznate, pokličite, koga vprašate. In s pravilnim načinom organizacije. Organizacija je tukaj ključna, stalnost je ključna in edin na tak način se lahko oblast prisili, da
dosežemo te spremembe. Ali je to sprememba zakona, ali je to zanikanje zakona, ki si ga kar sami spreminjajo tamle v parlamentarizmu zdajle s politično voljo in zavezami, ki sploh nima veze z Ustavo Republike Slovenije, ne? Ker noben od spremenjenih zakonov trenutno ni v skladu s 153. členom Ustave Republike Slovenije. Preberite si ta člen. Zato se moramo ljudje med seboj podpirati, se spomniti kakšnih stvari, da se drug drugega opominjamo, ne, ker radi pozabimo. In glejte, oblikovanje civilnih mrež in povezovanje, kakšen je sploh lahko ta načrt, če damo neko rešitev. Jaz bi samo navedel nekaj idej. Najprej treba seveda analizirati potrebe in priložnosti. Kaj so potrebe? Potrebe so, da ugotoviš, kateri zakoni nam kršijo človekove pravice in kakšne so priložnosti, da to spremenimo. To je nujno potrebno najprej narediti. Ne? To so analize potreb. Potem govorimo o mreženju, o sodelovanju, da se ta informacija razširi. Če se informacija razširi, če se pokaže, da so 2, 3, 10, 15 ljudi, ki so v nekem kraju dobro organizirani, se da to registrirati. Ni nujno, je pa fajn za delovanje, da je skupnost registrirana, ker potem država ve, da tam pa nekaj je. Ne? V takem konkretnem cilju seveda se rabi statut, se rabi določitev cilja, namen takega združenja in strategije. Ne? Recimo, poseben namen, mi smo varuhi spoštovanja zakona ali pa dela uradnikov. Si lahko date različna imena, ne? Ali pa varovanje informacij, kaj je lažno, kaj ni lažno. Zdaj bo vedno več takšnih društev in združenj se pojavljalo. Ne? Ker to, da meni država reče, da moram nekaj narediti, jaz pa vidim, da je dejstvo povsem drugačno, pa meni reči, da sem teoretik zarote, da moram poslušati to, kar oni rečejo, čak malo. Halo? A ne? Mislim. Težko verjeti. Mihael, teoretik resnice. Ja, ne, se imaš teorijo, pa teorijo zarote, ne. Teorija zarote nam uči, oni imajo kao teorijo, mi pa smo kao zdaj zarotniško proti, ne. Hkrati jaz predlagam seveda tudi mobilizacijo in pa izobraževanje, to, kar si zdaj rekla, lepo, spada na črto izobraževanja. Ko mi nekaj ločimo, seme od pleveli in vem, kakšne značilnosti ima pleve in kakšne značilnosti ima seme, s katerega bo nekaj zrastel, takrat lahko potem to separiram. Sicer ne morem, ker ne vem. Ne? In to organiziranje izobraževanja, mislim, da je to zlata vredno, kar počnemo. Mi smo veliko bolj produktivni kot na katerikoli akademiji, kjer imajo začrtan program, pa 20 let eno in isto trobijo. Jaz se spomnim, moj sin je šel na računalniško šolo. Tu v Ljubljani. In rečem, kako, kaj sine, kaj imate, kaj je zdaj tam z računalnikom? Ja, Cobalt se učimo, je rekel, Cobalt. Kaj se učite? Cobalt. Sem rekel, počak, pa to smo mi imeli v srednji šoli, jaz sem pa tvoj foter. Ja, prav, to je en starejši profesor. Sem rekel, počak mal, jaz sem skozi za računalnikom in vem, kaj se danes rabi, a vi se še učite ta zastareli jezik? Ja, še vedno. A veste, in to so hude stvari, ko obstojijo, mi gremo pa naprej, ne? Ker se prilagajamo trenutnemu stanju razbiranja časov in to je zelo pomembno. Kampanje, da se ozavestimo o pomembnosti, da se spodbujamo k sodelovanju, ker človek ni nekno rabi spodbudo, da te nekaj spomne. Fajn je, ko 2-3 krat slišiš, a ne? Ker pa ti že nekako klikerji delajo, ko pride trenutek, ko rabiš, se pa spomneš. Delo na terenu je spet zelo pomembno, da se izvajajo projekti v skladu s cilji, pregledaš, kaj občina delala, greš vprašati, kje so finance. Se pravi, to je skrb civilnega nadzorstva nad delom uradnih oseb, ki so pač v občini. In, kaj je še bolj pomembno, da se med posamezniki vzpostavi redna komunikacija mreženja. Če nekdo nekaj ugotovi, takoj obvesti naprej prijatelje. Zakaj bi jaz eno stvar, recimo, ki me muči, ne, imel samo zase, če jo lahko podelim s skupnostjo, ki to veliko lažje reši.
ali pa evalvacija, ocenjevanje, prilagajanje. Ne? To je napredek mreže v širši skupnosti. In pa vztrajnost in kontinuiteta, vztrajnost pa, da se to ponavlja in dela. Tako da to je zelo dobro. S takšnim dolgoročnim načrtom, s temi stvarmi, ki sem jih naštel za oblikovanje civilnih lokalnih mrež za povezovanje, nekaj teh ključnih točk, nisem šel v podrobnosti, lahko skupaj gradimo, gledajte, močno odzivno skupnost, ki se učinkovito odziva na izzive in prispeva k boljšemu življenju vseh članov, gradi suverenost, predstavlja temeljno demokratično družbo in je ključnega pomena za izgradnjo trajnih in pravičnih lokalnih skupnosti. In ko se poglobimo v pomembnost in ključno delovanje takšnih skupnosti v povezanosti, je to demokratična participacija, cveti lokalni razvoj, gre za samoorganizacijo in solidarnost, kulturno bogastvo, identiteto lahko ohranimo, ne to, kar nam zdaj počne. Zdaj mi čakamo Ministrstvo za kulturo, a bo dovolilo tam en prestop, kdo bo tam. Pa ne, mi smo svoj kraj, mi bomo imeli svojo kulturo, ne rabimo Ministrstvo za kulturo. Ministrstvo za kulturo naj predstavlja državo v eni drugi državi, ko gre na obisk, ne pa da bo meni povedalo, kaj mora moj otrok v šoli vedeti, pa kaj moram jaz, katero pesem na proslavi. Čakajte malo, kam se spuščajo ti ljudje. In to gre vse prek županov. In župan organizira to, kar mu minister reče. Tle smo šli predaleč. Z ohranjanjem in promocijo kulturnega bogastva zgubljamo identiteto, ker potem je po vsej državi enako. Povsod je pa vzemivo, ali je rdeča zvezda ali je pa črn škorn. Ne? Treba paziti. Za krepitev državljanskega duha je potrebno biti buden. Ok. Za ohranjanje pravic se je treba povezovati in si povedati stvari. Tako, pri tem zaključim to današnjo precej dolgo, ampak mislim, da koristno debato s 145. členom ustave, kjer boste videli 145. člen, kakšne so naše pravice. Druga samouprava. Pri združevanju. Državljani se lahko za uveljavljanje svojih interesov samoupravno združujejo. Državljanom se lahko zakonom prepusti samoupravno urejanje posameznih zadev iz državne pristojnosti. Torej, če se registrirate kot društvo, potem zapadete v ta člen in morate imeti tudi seveda statut na to narejen, a ne? Da se za uveljavljanje svojih interesov samoupravno združujemo in te interese v lokalni skupnosti na podlagi v drugi samoupravi, pazite, izven lokalne skupnosti, izven občine uresničujemo vse te interese in to naše društvo počne. Tukaj lokalna samouprava, občina in tako to vse državni organi nadzorujejo zakonitost organov lokalnih skupnosti, zato župana včasih kakšne župane kaznujejo, jih pokličejo na odgovornost in tako naprej. Ampak pri drugi samoupravi se pa skupnost urejuje sama sebe. In tle noben župan ne more not poseči, noben predsednik države, nobena policija, nihče, ma kakšen inšpektor, pozabite. To je druga samouprava, ki je samoorganizirana tako, da si pomaga med sabo, če drugače ne gre, če se z državo ne da pogovarjati. Si bomo pa to pestrost v državi naredili na mnogovrsten način mnogih samouprav, drugih samouprav po lokalnih skupnostih, pa po mestih. Ne? To je 145. člen, ki ga marsikdo ne pozna in ne ve, zakaj je v ustavi in ne ve, kaj bi z njim počel. Ja? Ta določa lokalne skupnosti uživajo avtonomijo pri urejanju in odločanju o zadevah lokalnega pomena in to v okviru zakona. Skozi zakon pa tudi država ne more. Lahko pride z argumentom prisile, ampak to je kratkoročno. Mi imamo moč argumenta v ustavi in prek tega ne more, tudi argument moči ne more preko tega. In tukaj so razdeljene pristojnosti, lokalna skupnost v 145. členu, druga samouprava, kar se pa občine tiče, pa vsega tega, seveda sodelujemo, ampak za naše posebne interese
ki jih ne dobimo tukaj, lahko imamo svojega zdravnika, svojo šolo, svojo trgovino, svoja polja. To je naš lokalni interes. Vse si lahko na podlagi 145. člena lokalna skupnost naredi. Ja? En človek težko, skupnost, ja. Tako, za konec bi pri tem 145. členu, pri vsem, kar smo povedali, za zaključek vsem nam članom in spoštovanim državljanom in državljankam iz društva dali sporočilo za srečno življenje Belis, in sicer danes stojimo, glejte, pred pomembnim izzivom, ki sega v jedro naše družbe, v srce naših vrednot in v globino naše identitete, to je povezovanje. Gre za izziv, ki zahteva našo pozornost, našo odločnost, našo enotno delovanje, gre za izziv, ki se dotika naše svobode, naše suverenosti in naše povezanosti kot ljudi in kot skupnosti, ki si stojimo skupaj in drug drugemu nasproti. V dneh, ki se soočamo zdajle s spremembami, izzivi, negotovostjo, vsak dan je neka negotovost, je ključno, da se zavedamo moči, ki jo imamo, kot posamezniki in kot skupnost. Moč, da sprejemamo stvari, da soustvarjamo svojo prihodnost in da branimo svoje vrednote. Moč, da se upremo vsakemu poskusu omejevanja naše svobode in vsakemu posegu v našo družbeno in osebno suverenost. Kajti svoboda je temeljna človekova pravica. Moramo jo varovati, dolžni smo jo braniti. Pravica do svobode misli, svobode izražanja, svobode odločanja in svobode govorenja in o svobodi življenja. To je naša dolžnost in pravica tudi za prihodnje generacije. Ko enkrat izgubimo svobodo govora, pade vse ostalo. Ta pravica nas osvobaja, nas ohranja žive in nas povezuje kot družbo. Ne smemo dopustiti, da bi bila naša svoboda ogrožena, zatirana, saj je to izključno za naše dostojanstvo in za našo blaginjo dobro. Suverenost lokalnih skupnosti, ki se organizirajo iz 145. člena Ustave, je tista, ki nam vsem omogoča, da soustvarjamo svojo prihodnost v skladu s svojimi potrebami, vrednotami in željami, v skladu z zakonom in ustavo. Zakonom in ustavo. To je naša moč. Tukaj bomo vrnili našo identiteto identiteti, to je naša avtonomija. Združevanje v lokalne skupnosti pa so nosilke naše kulture, naše tradicije, naše edinstvenosti in tudi raznolikosti. Spoštovati moramo suverenost drugih, tako kot spoštujemo svojo suverenost, naše korenine in našo prihodnost. Povezanost med nami, dragi moji prijatelji in člani društva Belis, vsi simpatizerji in vsi, ki nas v živo spremljate, je tista, ki nas krepi, ki nas združuje in ki nam daje moč. Skupaj smo močnejši, skupaj smo odločnejši, skupaj smo, po domače povedano, nezaustavljivi. In zato je ključno, da se združujemo kot eno, da se ne kregamo med seboj, da se nismo favšljivi, da se podpremo, da drugega skupaj gradimo z boljšim jutri za prihodne generacije. Dragi prijatelji, čas je, da se zavemo svoje moči, svoje odgovornosti in svoje vloge v obdelovanju družbe, v kateri živimo in v kateri želimo živeti. Čas je, da stopimo skupaj in se zavzemamo za svoje pravice, za svojo svobodo in za svojo suverenost. Naj bo naša povezanost temelj naše moči, temelj našega upanja in naše prihodnosti. Srčna hvala za nocojšnjo besedo, da sem smel pred vami govoriti, povedati to tematiko in odpiram za vse prisotne debato, če sem koga kjerkoli se dotaknil z besedo na dan. Evo, to je z moje strani. Mihajl, zdravo, jaz bi imel izven konteksta nekaj. Ja, kar povej. Ja, zadnjič sem poslušal
vladno razpravo okoli peticije, okoli teh azilatskih centrov. In me je streslo, ko je neka Esmeralda blondna v zelenem, vladna, ne vem, kjera je, rekla, da moramo pri migrantih upoštevati humanitarno pravo. Smo v vojni. Humanitarno pravo je vedno vojno Yes. pravo, ja? Ja. In oni so se sklicevali na humanitarno pravo. Ja, ti imaš človekove pravice, pa humanitarno pravo. Humanitarno pravo je vedno v veljavi takrat, ko je vojna. Ja, ampak na razpravi o migracijskih centrih pri nas, Ja. to me je Ja. zmotilo. Ja. Povedal ti bom en podatek, ki ti bo dal misliti, in sicer Dominika Švarc Pipan, a sem prav rekel? Ja, to ta črna mamba, ali kaj že, pizdice. Ona je prav naredila predavanje in seminarje za pravosodne organe v Republiki Sloveniji, se pravi pravosodne organe, uradnike, sodnike in odvetnike, kjer so imeli posebno tematiko humanitarno pravo. Namreč, te generacije, ki se zdaj s pravom ukvarjajo, poznajo človekove pravice, poznajo zakonodajo kot tako, ampak humanitarnega prava, ker pri nas toliko let od 90, pa še takrat je bilo samo 92, 10 dni vojne, toliko let ni bilo, s tem nimajo nobenega opravka. Torej, humanitarno pravo je tisto pravo, ki vedno povozi človekove pravice. Zakaj? Aha, se pravi potaknjen. Ja. Torej, humanitarno pravo nikoli ne gleda na manjše dobro, ampak na večje dobro, ne? In ko gleda na večje dobro, zmeraj manjše dobro kot človekova pravica, kot posameznik, te zmeraj povozi. In to se zdaj v Sloveniji dogaja. Ti kot posameznik, zato jaz govorim o povezovanju, ker tukaj lahko čez to gremo, ne? Lahko pokrijemo to. Ti kot posameznik, kamorkoli boš prišel, te bojo s humanitarnim pravom povozili, ampak ti tega ne bodo povedali. Zaradi tega, ker to so navodila od zgoraj in vse se dela subtilno, vse se dela nepošteno, vse se dela nejasno. In to, kar si ti rekel, kar si zdaj izpostavil, je zelo, zelo pomembna stvar v tem kontekstu, ki sem ga tudi jaz nocoj izpostavil. Ja. Mene to zelo zmotilo, bi rekel. In niso pustili županom povedati vsega, kar bi hoteli. Ne sme župan, seveda ne sme. Ja. Mora delati, mora biti tiho, mora narediti. Ti, če se pritožiš, ne moreš skozi humanitarno doseči tvoje pravice, ne na občini, ne na sodišču, ne na tožilstvu nikjer, niti na policiji. Vse je to z vrha dirigirano navzdol. In ti ljudje so plačani za te službe, oni vejo, da delajo protizakonito. Morda celo vejo, da smo v času vojne, ker humanitarno pravo se lahko uporablja samo v času vojne, ko je treba humana pomoč. Ja, to smo se že pogovarjali. In ravno to me moti. Ja, sej cela država je v tem smislu, mi rabimo zdaj od Evropske unije takoj 15-minutna mesta, humanitarno pomoč, mi rabimo glede na stanje zdravstvenega stanja takšno, kot je, bolnic, ne vem česa, moramo to takoj rešiti, dati vse v kompjuterje, čipe, vse je treba to zdaj rešiti, rabimo spet humanitarno pomoč, ne. Tu človekove, tu, da jaz ne bom cepljen, jaz sploh se nimam pravice braniti, ker to je humanitarna pomoč, to je za rešitev človeštva, ne, ok. In to je vse. To so kakšni blazni umi, bi temu rekli, ne. Ja, to je vse, mi smo pod vojaško diktaturo in tudi sem prej prebral, ne, na začetku, da vojaški dobičkarji. Ja, se pravi, pri nas se izvaja informacijska vojna ta trenutek. Tako je. To je ta vojna. Pa zavajanje, ne? Zavajanje, terminološko zavajanje, vse je dobro, vse je transparentno. Krasno, ne? Ja, krasno navzven, znotraj. Zeleno. Vse znotraj, ja. Prosim, še povej, kakšne stvari, ki ti so te še dodatno zmotile, poleg tega. Zdaj, ko pravimo povezovanje
v skupnosti. Recimo, mogoče ne bi bilo slabo, da se povežemo tisti, ki smo že v Belicu, v vsakem kraju skupaj, recimo. Bi šlo lažje. Jaz imam narejeno za vsak kraj, koliko ima kateri kraj v Sloveniji članov, imam to vse razdeljeno, narejeno, to je ena naša članica zelo vestno naredila, po poštnih številkah smo dali skupaj. Ne? Ja. In glede na to, da je zdaj 2 leti pa pol od te strašno težkega časa, kjer smo res trpeli takrat, ne, so se ljudje malo razvodeneli, ampak še vedno mogoče ne bi bilo slabo, ja, da bi se po krajih, ampak zato rabiš nekega človeka, ki bi terensko to šel od. Res je. Ja, torej jaz zelo težko grem terensko, ne, ker tle držim skupaj pač na ta način skupnost. Bilo bi pa fajn, če bi bil kdo, sam to spet zahtevaš sredstva, nekomu moraš plačati, pa so stroški, pa je benzin, društvo tega denarja recimo nima, ne, še tle kome stroške sfolgamo, glede na te situacije, ja. Tako da, če bi se tukaj dalo, recimo, da bi se dobilo znotraj društva ljudi, podjetje, investitorja, ki bi bil to pripravljen narediti, to bi bilo fantastično. Potem bi mi lahko res v skladu s 145. členom naredili ne samo krajevno, ampak vse slovensko skupnost, vse slovensko zahtevo. Ne? Ja, mogoče bo pa ljudje za to, da začnemo to pro bono delati. Veš, pa gremo dalje, ja. Pro bono je fajn, lahko je popoldansko delo, lahko je, ja, vse to v društvu vsi počnemo, ne? Ja. Ampak vseeno je, če ti hočeš to intenzivno delati, pa se temu res posvetiti, rabiš delati 24 ur. Ja, je premalo, ja. Ja, drugače ni, ne. Ja, in tle smo, veš, vpeti v vsakdanjo službo, pa pol to. Ampak tudi s kapljico po kapljico se tudi pride, ne, da ne bi jaz tukaj destruktivno deloval, se mi zdi, da je to pomembno. Pa tudi, če je 2 uri na dan v nekem obsegu, recimo, ni treba cele Slovenije nekdo, ampak 3-4 osebe, to pa se že da, ali pa recimo 10 oseb, 12 pa vsak v svojem okolju, ne. Dobra ideja, ja. Da komu naprej poveš, da županu poveš, pa nisi sam, ne, recimo, že to bi bilo zelo pomembno, ne. Ja, da veš, kdo v kraju je še, tisti, ki je član, ki je isto miselen, in na koga se lahko zaneseš v tistem trenutku, da bo šel s teboj, ne? Tako, ja. No, to je pač moje mišljenje. Zelo dobro, to je nocojšnja tematika tudi tega, ne? Ok, super, hvala Dušan, srčna hvala. Ja, v redu, ok, se odjavljam. No, hvala lepa. Ja, Maja pravi, jaz v Kisovcu sem sama, je še kaj v našem zgornjem članu, jaz bi se povezala. Ja, bomo pogledali, ne? Kisovc praviš, dobro. Celje, evo, jaz sem za probno, sam nisi nič, nekaj bi nas moglo biti v kraju. Ja, pa da se bi, ne vem, enkrat na mesec, da se srečate, enkrat na mesec, a ne? Pa se stvari povejo, kaj se v kraju dogaja. 2, 3, 4 za mizo, to je že dovolj, ker je to energija, je že namensko. Namen je važen. To bo Boris najbolj vedel. Boris bo najbolj vedel, ker je v takem kraju, kjer ve, da se ljudje v gostilni dobijo, dorečejo in pol vse v kraju občuti to besedo njihovo, kaj se tam zmenijo, ne? Boris, a je tako? Imenitniki za mizo dorečejo neko stvar, ves kraj občuti potem ta dogovor, kaj se ti ljudje zmenijo, ne? Pa so lahko samo 3 imenitni gospodje, ki preko župana dosežejo nek dogovor in vsi v kraju se morajo tega držati, a ne? Je, ne, tako. In tudi v skupnosti, veš, če imaš pa ti 3-4, ki rečejo hvala lepa tem 4, ki so se tako zmenili, hvala lepa, gospodje, vi ste se to zmenili za svoj lastni interes, mi bomo tako, vi pa dajte tako, a ne? Treba je pa seveda kompromis najti, ampak tle ne morejo več samovolje uveljavljati. Je težko potem. Ne? Tako da tukaj pride potem do prave demokracije, do dogovora in do izvrševanja ustavnih načel. To je ključno.
Prav, Ja, dober večer. dober večer. Ko si me že poklical, Mihaj, se moram oglasiti. Seveda. Se popolnoma strinjam z vsem tem, kar si povedal. Ne. Združevanje je zelo pomembno. Ne. Jaz pravim, kot pri športu, en igralec ne more zmagati druge nasprotne ekipe, če ni celotna ekipa kot eno. Ja. Enako je pa povsod. Ne. Žalostno je samo to, da smo očitno ljudje se navadili sedeti na kavču in gledati in poslušati, in ko je konec vsega tega, ugasnemo in zadovoljno gremo spat. Ne. Ker mislimo, da je tisto hudo že šlo mimo. Ampak jaz osebno mislim, da ta agenda ne bo nehala definitivno takoj, kakor si mi pričakujemo vsi. Ne. Enako mislim, da naši vrli in župani in poslanci in naša vrla oblast zelo pridno, združeno, bom rekel, oni so se združili in ubogajo vse, kar jim bo povedal Klaus Schwab, tako je, in vse je vezano z denarjem. Vidimo, kaj so delali zdravniki zdaj, kaj so nam naredili, koliko časa, jaz ne vem, mislim, midva z ženo nimava televizije, ne vemo, kaj se dogaja. Bom rekel, hvala Bogu, da smo jo pravočasno umaknili iz našega doma, ne. Ampak tako s pomočjo tebe in drugih slišimo, kaj se v bistvu dogaja, kdo je kaj naredil. In tudi zato rabimo združitev, da nekdo ve več kot midva, ali pa midva veva o drugih stvarih več, kot oni pričakujejo in tako naprej, da si moramo eni drugega podpirati vsemu temu. Pomagati, Ker ja. kaj nam je cilj? Cilj nam je jaz bom rekel, za moje otroke in vnuke, da živijo eno lepše in boljše življenje. Da ne rabijo niti 15 minut na mesta, da ne rabijo, da jih nekdo sili, ker na koncu koncev moje zdravje je samo moje zdravje. In siguran mi noben politik ne bo skrbel za moje zdravje. Nažalost, lahko rečem, da tudi zdravnik ne bo skrbel za moje zdravje, ampak bo skrbel za svoje finance, s tem, da mi bo predpisoval raznorazne antibiotike ali pa ne vem kaj, od česa je. Da ne govorimo, če pride do kakšne operacije, katera je itak, vse vemo, ne, tam po 20-30 tisoč evrov in več. In je fajn, da se družimo, ker na koncu koncev jaz pravim, meni je smešno, ko nekdo reče, kaj če jutri zmanjka elektrike. Pa ljubi Bog, živeli so naši predniki tisočletja brez elektrike, šli so po vodo na izvir, so nesle ženske pa moški, po 15 kilometrov je nesel vodo, da je imel za cel teden. Ne. Zdaj pa sigurno ne moremo preskrbeti si, ne vem, ker če zaprejo trgovino, bomo vsi umrli od lakote, ali kaj? Seveda. Ja, srčna hvala, Nena, to so globoke misli, ki dosežejo srce vsakega od nas, ne. Tako da, ja, ta povezovanja, jaz se okrog tega zelo trudim in sem konstanten, maksimalno, koliko se da se to vzdržuje, da se med seboj informiramo, da si povemo. Jaz sem včasih mogoče malo preveč enostranski, ampak ko pridem takole, če nimam tematike, je tudi težko usmeriti, ker pridemo z različnimi profili skupaj in je prav, da se te stvari počasi secirajo, kaj je 1. člen ustave, kaj je 26. In tako počasi se te kamenček na kamenček zamujeno, kar se v 30 letih slovenske samostojnosti, 34, ne vem koliko letih, nismo naučili, da to počasi skušamo osvojiti, kolikor še ni prepozno, in menim, da ni. Ne, da se dobro držimo, če lih Slovenija je vsa prodana ali pa kupljena, se vseeno, kozarc pol prazen, pol polna, ne. Da ostajamo ljudje še toliko, da se med seboj informiramo, kaj ima kdo znanje, da si povemo informacije, da razširimo stvari, in to je ključno, ja. Tako je. Ampak jaz mislim, mi sami posamezniki kot živa bitja ne moremo biti prodani skupaj z eno državo. Ne. Ja, seveda smo. Da branimo to državo. Ampak boš videl nocojšen film, dolg, ki ga bomo vrteli, ne? Boš videl, kako se... Sem ga že pogledal, pol leta nazaj. Ja, no, se vseeno, bolj veš... Ampak ga bom še enkrat. Bolj veš, kako korporacije, dejansko korporacije vplivajo in kakšne pasti posameznikom postavljajo.
da prideš v brezizhodno pozicijo, kjer te prisili šahmat, da moraš storiti točno tisto, kar oni želijo. Ne? Enega po enega, in tako potem ta bula raste. Ko pride pa do večinskega, pol posameznik pa je irelevanten, ker itak večina gre, ko vsi roke dvignejo, pa vsi kimajo, pa vsi maskice gor, pa gremo. Ja, to je pa res. Ja. Ja, resnično je in žalostno je, recimo jaz pravim, žalostno je, ko pride enkrat čas nekih volitev ali pa nekih sprememb, se vračajo ljudje nazaj, ne vem, 80 let. Vse 80 let nazaj je bila druga svetovna vojna in zdaj bojo vsi tak, da bojo vsi, ne, ker ni bilo par dni nazaj, je bil praznik domobranstva. Mislim, pol pa se bojo borili, ne vem, kdo je bil na uni strani, kdo je bil na tej strani, a mi smo še vedno ljudje, ki sedimo tukaj vmes in borimo se za svojo domovino, ker v bistvu, jaz v bistvu to ne razumem, ampak dobro, to je igra, hvala Bogu, igra je, ker zavadi pa vladaj, ne. Če so stranke med sabo kao skregane, pa v bistvu niso skregane, skregani so ljudje, volivci so skregani. Oni vsi zvečer grejo skupaj piti, ni nobenega problema. Oni grejo plesati. Oni so vsi skupaj. To smo videli tudi 90. leta. Pred TV se kregajo, pol pa grejo skupaj na večerjo. Zato, da je tako. Ja, vse vemo. Ja. Je tako. No, glavno, Mihael, hvala lepa za to, da te imamo in da malo odpreš oči tudi včasih, ki jih imamo na pol zaprte. Ja, hvala vam, ki se udeležite, ker jaz sicer, kolikor sem pripravljen, kolikor rad te stvari pripravim, naredim, če ne bi bilo udeležbe, če ne bi bilo članov vas in podpornikov in bom rekel tudi te široke podpore in gledanosti, zato da se tudi, ker to, veste, zelo sledijo, eni ljudje prav sledijo, za katere jaz sploh ne vem, slišim kasneje druge reference, ampak se stvari potem tudi spreminjajo znotraj same družbe, glede na informacije, ki jih iz društva damo navzven. To tudi, kar mi med seboj debatiramo. Ne? To je vse skrbno zapisano, skrbno spremljano, skrbno sprintano, skrbno arhivirano, vsaka beseda, ki jo jaz tukaj rečem, ali ti, je vse lepo posneto, vse oni to analizirajo. Tako da, mi to vemo in dragi naši, tukaj smo zato, da se pogovarjamo in da si naredimo lepše življenje, pa ne kot enosmerna cesta, ampak dvosmerna cesta v komunikaciji, a ne demokratični republiki, tako kot je v ustavi zapisano, pošteno, pravilno, srčno, dobrohotno za nas, za naša življenja, dokler smo še tukaj, za naše otroke, vnuke in tako naprej. Tako da, to je to in tukaj nekaj idej, ki jih damo, se mi zdi zelo pomembno. Je tako. Hvala lepa, Mihael. Hvala lepa vam sem. Prav, če ima kdo kaj še naj pove zdaj, sicer potem zaprem, pa čez 3-4 minute dam, film je že pripravljen, sem ga že pripravil, kdor želi, lahko spremlja. Hvala za informacije in spodbudo. Hvala lepa, ja, seveda, z veseljem. Z veseljem. To je moje služenje in s srcem in z upanjem na izboljšanje. Če enega pomembnega moža ali eno pomembno ženo v državi se dotakne in vidi stvari z drugega zornega kota, kot je predstavljeno v političnih strukturah, je to rešitev, je to zelo pomembno. Tako da hvala lepa, potem želim lep večer. In hvala za vašo prijaznost.